Pozdravljeni. Pred leti se je vrtela reklama, ki je govorila: svet ni eden, svetova sta dva. Siol, internet. Ja, svet, ki ga vidimo, ni edini svet, ki obstaja. Obstaja namreč še nevidni svet, ki je nedosegljiv našim čutom. Torej, ga ne vidimo, ne slišimo in niti ne moremo otipati. In ta svet, torej svet, ki ga dejansko ne vidimo, je svet, iz katerega vse izhaja. Vse, kar vidimo, vse, kar nas obdaja, je namreč na nek način posledica tistega skritega sveta. In ta skriti svet ni nikjer drugje kot v nas samih. Kajti tisto, kar nosimo v sebi, tista občutja, počutja, prepričanja in vse, kar naš notranji svet vsebuje, vse to se namreč odslika, preslika z nekim minimalnim zamikom v svet, ki ga vidimo. In če želimo v tem svetu karkoli spremeniti, se moramo vedno zateči k izvoru oziroma izviru, odkoder vse izvira. In izvira namreč vedno pri izvoru in ta izvor se nahaja v naši notranjosti. Ali se zavedamo ali ne, vse, kar nosimo v sebi, oddajamo v svet, ki je okrog nas. In tej oddajnik oziroma načini oddajanja so nevidni in jih ne moremo opisati oziroma so neoprijemljivi, torej se jih ne moremo dotakniti in kljub vsemu ustvarjajo ta svet, ki ga vidimo. Če se lotimo spreminjanja sveta oziroma smo jezni ali ne sprejmemo katerekoli stvar oziroma dogodek, ki se je zgodila v zunanjem svetu, potem je edini način možen, da karkoli spremenimo, ta, da se obrnemo v ta naš skriti notranji svet. Sicer je enako, kot da bi kričali v ogledalo, ker vse namreč dobimo nazaj. Še enkrat, vse, kar oddajamo z našim notranjim svetom, našim notranjim oddajnikom, vse se namreč vrača. In komu se vrača? Nam samim. Kot množici, kot kolektivu. In vsak delček te sestavljenke sestavlja svet, v katerem živimo. In ko bomo prepoznali, da je temu res tako, da vse izvira iz notranjosti, torej iz sveta, ki je v čem skrit, bomo lahko zaupali temu toku, se poglobili v svet, ki je neviden in tam, samo tam vnašali spremembe.
Ker če želiš spremeniti svet, moraš najprej spremeniti sebe. Torej, na nek način velja, da bodi sprememba, ki jo želiš videti v vidnem svetu. Tako. Obratno namreč ne gre. Vedno se stvari, dogodki pričnejo na začetku, ne pa na koncu. Hvala.